Kaj bomo zdaj šele rekli, ko bo Zvone Šeruga spregovoril, ker on se mi zdi pa res neustrašen in na teh svojih potovanjih, ko kar gre in ne ve, katere strašljive situacije ga lahko pričakajo. Kako to, Zvone? A zdaj res gleda, da me ni čist nič strah, pred vso to lepo publiko, tukaj pred mano, gledaj. Glede strahu jaz bi tukaj dejal, niti slučajno se nimam za neustrašnega. Edino strah je nekaj zelo relativnega. Recimo, jaz celo življenje sem že svobodnjak, nikoli nisem hodil v službo. Če bi mi jutri nekdo 3 leta pred penzijo rekel, glej Zvone, jaz imam pa zdaj zate krasen posel, jutri zjutraj začneš, ob 8 se štemplaš, ob 4 se odštemplaš, vmes boš sicer tam moral sedeti, plačaj 3 ure ali pa rečemo 5 ur na mesec, a greva, ne? Bi rekel, veš kaj, ni šanse, ne upam si. Ker strah je nekaj, kar je povezano z neznanjem. In za neznano, za večino ljudi veljajo potovanja, velja neka Afrika, velja Himalaja, ne vem, puščave in džungle, to je nekaj neznanega. Jaz sem, pogledaj, začel s tem življenjem nekako pri svojih 19 letih, čist skočil nekaj neznanega, ker prej sem bil kmečki pobaki, krave pasel tam pod Gorjanci. In takrat v tistih letih niti ne razmišljaš, a te je strah ali te ni, ampak te tista mladostna želja po avanturi, tudi nekaj adrenalina, te žene. Ko sem jaz prvič prišel recimo v Maroko, ki je zdaj nič od niča, ne, recimo, sem prvič videl kamelo, prvič videl neko ljudi v nekih haljah, ki so odhajali za neke peščene sipine. Take oči sem imel. Zdaj žal ne moram več imeti. Ampak zdaj žal tudi, ali pa na srečo, nimam več tistega strahu. Ne vem, ko sem prvič pred 35 leti odhajal, vem, da je bilo z motorjem okrog sveta, takrat še konkreten dosežek, 4 leta dolg, pošteno me je bilo strah, ker sem vedel nekje za Boga na vseh teh ovinkih, 156 000 kilometrov se jih je nabralo bojn ovink, ki ga pa mogoče ne bom zvozil. Sem jih vse za čudo, 3 polomljene kosti so bili rezultat tega. Recimo zdaj čez pol leta, kljub nekim letom, ko bi že moral razmišljati o penziji, se ponovno odpravljam na kost te poti, Južna, Severna Amerika. Zdaj me pa ni več strah, zdaj so pa enostavno sem še tisto trgam, dajmo, gremo, ker vem, da gremo nekaj znanega, v nekaj, kar za ljudi mogoče predstavlja izziv, zame pa predstavlja dejansko en užitek, ker mi je znano. Ne, ker sem tako pogumen. Kaj pa žena? Ženo je pa siguren strah. Žena upam, da je bilo strah, ko je zdaj po 31 letih pustila službo tam čez na delu in se podala v nov izziv, pač izdajeva bolj ona kot jaz, revijo Avantura in to, takrat je priznala, strah mi je, res, greš v neko, tako kot je pomenil tudi Mateja, ne, v nek povsem nov izziv, ampak tudi če je njo kdaj strah, takrat, ko jaz okrog lazim, veliko krat jaz z mano itak in skupaj bom pa lahko rekel, da naj ni nič straha, ne, ampak jaz imam eno čudno srečo z mojimi ženskami v življenju. Zelo lepo se da z njimi shajati, predvsem že 37 let z Romano, tako da mogoče tudi zato, ker ni ena tistih klasičnih slovenskih žena, ki bi vse čas te morala sem naučiti, vse čas paziti, da se ti ne bo kaj zgodilo hudega, Bog ne daj, če se ti pa že mora naj se ti kaj hudega, ne pa kaj lepega. Tako da teh težav, tudi s tem povezana ljubosumja in strah, kot je omenila prej Jana, pred odhajanjem tega v naši hiši, hvala Bogu ni in mogoče je tudi to razlog, zakaj se res lahko sproščeno. Ves čas spuščamo neke nove stvari, ki so za ene strahove, zame so pa krasna, čudovita doživetja, ki jih z veseljem delim tudi z drugimi. Ko vam je bilo strah? Super ste povedali.